Banda, lepo pozdravljeni v še eni epizodi Rožnate doline. Dobrodošli tisti, ki jo radi poslušate, in dobrodošli vsi hejterji, ki ste prišli malo pošnofat. Jaz sem Katja GS na Instagramu, in če vam je všeč, kar slišite, povejte prijateljem. Se naročite, delite, komentirajte in tako naprej. Rožnata dolina je podcast, ki se ukvarja z našo generacijo, in zadnje čase nismo nobene epizode zares namenili ekskluzivno odnosom, podrobneje mogoče romantičnim, in se mi vseeno zdi, da je potreba za to kar velika. Vsaj tako kaže moj laični antropološki kompas, ki ideje črpa predvsem iz življenja, vaših priporočil in tem, ki se spontano izrišejo na druženjih in pogovorih s prijatelji. Današnja tema je na sporedu zelo pogosto, je problem, rešitev, veselje in tragedija. Z Borisom sva vanjo malo dregnila že pred nekaj leti v epizodi o razhodih, tako da kar poskrolajte dol po starih epizodah, in pa pred nekaj dnevi sva začela vročo debato o situationshipih, je pa potem ta 15-minutna epizoda fenomenov sprožila toliko odzivov, da sva začutila, da očitno potrebujemo nadaljevanje te debate o romancah, ker imamo vsi neke scene z njimi. Ali jih ni, ali jih je preveč, ali smo preveč čustveno vpeti, ali smo premalo ghostani, ne vemo, kako bi flirtali, ne vemo, kje spoznati folk, smo seksualni, smo preveč seksualni, ogromno nas je samskih, ogromno nas je v situationshipih, v zvezah, veliko je copat, veliko je razočaranih gospodinj že pred 30. Skratka, zdajle boste priča še enem japanju dveh Gen Z-jevcev, ki radovedno odkrivata vse krize in se z neizmernim guštom pogovarjata o čustvih. Upava, da bo komu prišlo kaj prav, sicer pa samo še nekaj. To epizodo in nasvete poslušajte na lastno odgovornost. Kaj ne, Boris? Točno tako. Bravo, Katja, super si povedala. Ne bi mogel in znal boljše sam. Boris, dobrodošel v Rožnati dolini, ne prvič in skoraj zagotovo ne zadnjič. Upam, da ne, in hvala ti, v veliko čast mi je, in se mi zdi, da itak je nujno, da midva čim več jepava v te mikrofone, ker to rabimo. In tudi midva to rabimo. A ne, da ja? Ja, rabimo se malo razpucati na vsake tak cajt, takole. Točno. Live on air. Tako, mogoče bi šla en tak cikel. Cikel? Cikel od samskosti do break-upa. Ja. Ok, ultimativni cikel. Tako, okay. Ultimativni cikel. Začniva pri temu, da si pač samski. Tako neka sanjska, neka idilična situacija za tiste, ki so v zvezdi po navadi. Ja. Za samske pa malo manj. Moramo mogoče na začetku povedati, da sva indoktrinirana, napačen izraz, da sva subjektivna, zato ker sva bada zdajle samska. Tako in bova govorila kot človeka, ki staja na tej travi, ki je zelenejša za ljudi, ki so v razmerju pogosto. Za tiste, ki pa smo v tej situaciji, pa se na trenutke zdi precej osamljena ta trava. Ampak... Tako, kaj ti da to, da si single? Iskreno, jaz ne vem, če sem reprezentativna oseba za to, ampak jaz zelo uživam v svoji samskosti. Bil sem v 3-letnem razmerju s sicer ful čudovito osebo in zdaj 3 mesece sem sam in meni to da neko svobodo, ampak ne mislim sploh v smislu seksanja z neznanci, pa tem, da bi rabil vsak dan prespati pri drugi baby, ampak v smislu tega, da ko pišem komade recimo za kokose, da se počutim, da odgovarjam samo sebi in nobenemu drugemu. In če recimo na odru hočem sleči svojo majico in gate ali pa hlače, da moram reči hlače, in pač delati totalne bruke iz sebe in se nekako osramotiti pred vsemi, sem samo jaz odgovoren. A veš, kaj mislim? Ko si v zvezi, se mi zdi, da A si razmišljal, da boš koga prizadel, če boš nekaj takega napisal? Ali pa ja, recimo, ja, absolutno ne. A veš, mislim, če bi bila ti v razmerju, pa bi v neki rožnati rekla, bi si mogoče manj upala reči neko kritiko razmerja ali pa neko kritiko, ne vem, moškega spola. Ja, zato, ker imaš občutek, da zraven nosiš še, ali pa mogoče si ne bi upala biti toliko ekstra, zato, ker imaš občutek, da nosiš poleg svojega imena še odgovornost za neko drugo ime, a ne? Štekam, ja. Ker ena punca pa ne najdem za njenega imena, ampak je točno to napisala v vprašanja,
koliko to, da si zaljubljen ali pa samski ali pa z nekom vpliva na tvojo kreativo? Biti sam je ful boljš za biti kreativen. Zato, ker imaš edge. To sva zadnjič s Štraskotom, Gregorjem Štrasbergerjem iz Murphyja bila na kosilu in je bil on tako, stari moj, izkoristil zdajle. Pa sploh ne v smislu, da bi pisal break-up komade, ampak to, da si ti sam, pomeni, da nimaš nekega osnovnega udobja, ki ga imaš v razmerju. To pomeni, da zvečer, namesto da bi se ti stisnil z nekom v nek topel objem, si ti sam in te pač tam zebe oziroma se počutiš lahko osamljeno. In to ti da neko ostrino, ker cona udobja je smrt za kreativo. Ne? To si verjetno tudi že sama ugotovila, da če ti je preveč udobno, delaš full bednest. No, kakšno imaš ti izkušnjo s tem? A si recimo producirala boljši material za radio ali pa za rožnate takrat, ko si bila v nekih razmerih ali takrat, ko si bila sama? Mogoče takrat, ko sem bila z nekom, je bil on tudi tak kreativc, da je pol... A veš, ti si tako pametna v bistvu, ja, da si že zbirala take ljudi, razumem, ja, okej. Ni, veš, to je medalja, ki ima dve strani. Ja. Se pravi, nimaš te izkušnje, ali kaj? Zares? Nisem toliko mogoče pogojevala tega, pa veš, mogoče ne delam tako osebnih stvari, kot so, ne vem, izpovedne ljubezenske pesmi. Štekam, ja. Ja, nagovarjam mogoče na drugačen način. Veš kaj, moč fantazije se mi tle zdi ful pomembna, ker jaz imam ful rajš pri kreativi, ful več ognja mi da fantazija, ker pri fantaziji ti lahko sam zapolniš luknje do konca. In oba dva veva, koliko je carsko na začetku, ko nekoga spoznavaš, pa ti je ful carski, pa ga ne poznaš. Koliko je najboljši hobi na svetu zapolnjevati tiste stvari o njem, ki jih ne veš, z optimalnimi, idealnimi pač dodatki, ki ga naredijo v neko angelsko osebo, ne. In ko pišeš komade, je to ful bolj produktivno, kot pa če si v nekem stabilnem razmerju, kjer je rutina, kjer pač je res vse pragmatično, pa praktično, pa je lahko ful lepo, absolutno, ampak tako... Ima nekega črvička, ki bi mogoče tudi tebe neka vprašanja dajal, pa te intrigiral, pa neke izzive. Ja, ni te fantazije tok, ne. Ampak zdaj smo že pri mogoče tej prvi fazi z roza očalci gor. Jaz sem pa imela... Veliko punc mi je snajdalo v DM-se, v bistvu z eno fazo prej in sicer flirtanje, ko začneš v bistvu mutiti, nekoga spoznavati, se pravi faza 2, nismo več samski. Julija pravi, želim debato o tem, kako je danes težko spoznati nekoga. A se ti zdi, da je res težje spoznati nekoga, ali se nam to samo zdi? Meni se zdi, da je to podobno kot z vsem v tem življenju. Če ti ne boš šel nikoli v fitness, pa boš rekel, da je težko dobiti six-packe, je to res. Ampak če boš pa šel v fitness, je sicer zajebano delo, ampak pač boš pa dobil six-packe, ne. Kar hočem reči je to... Kaj je fitness? Fitness je to, da si ti daš v socialna okolja, pa situacije, kjer lahko spoznavaš nove ljudi. Meni se zdi, da ne vem, če poznam dosti ljudi več, ki so bolj primer dobre prakse kot ti, v smislu, da se daješ v toliko različne situacije, ne vem, koncerti, druženja, neki pogovori, ful enih frendic in pol, neka druženja in neki skupni prijatelji. In mene ne čudi, da ti, da vem, a veš, imaš recimo ful več nekih izkušenj z nekimi tipi, kot imam jaz z bejbami, zato ker se daješ v toliko teh situacij, kjer spoznavaš ful zanimive pa carske ljudi, ker pač ne vem, recimo, da bo vsaka 100. oseba, ki jo boš poznal v življenju, kompatibilna kot potencialen ljubimec ali pa partner. Ja, če jih ti spoznaš 40 na leto, nimaš šans. Ampak a praviš, da dejansko je v bistvu problem samo to, da, ne vem, ljudje ne hodijo ven? Ja, jaz mislim, da je to velik problem. Plus oba dva veva, pa se to bo pa o Tinderih pa Bumblih, ampak to, mislim, ni isto, ne. Mislim, pa ni primerljivo, ne. A ti ni foljače, Katja, ko na nekem koncertu
si v nekem krogu pol po špilu in se čikci kadijo in se pogovarjaš in je tam nek ful zanimiv, misteriozen 1,90 m model, ki začne razlagati o tem, kaj se je pa njemu zdel o koncertu od Andersona Packa in se tako, v bistvu meni se zdi podobno, tako hudo razmišlja model in tako se pol zagovorita in... Ja, ampak meni hočejo tle punce povedati, da je tega vse manj. Poslušajva izpoved Gaje, če si za. Ok, deva. Ja. Da ne bom obsojal brez veze, oprosti. Ja. Gaja. Deva. Sem v srednji šoli in večkrat ženske naredijo first move, fantiči se kar mal bojijo, soglasni sam na fonu. Evo smo mal s frendicami nabrali informacij, tako, iz njihove strani je first move edin to, da te dodajo na katerikoli obliki družabnih omrežij, Snap, IG, TikTok in pol ti tam nekako pišejo ali pa kaj tacga, pol se pa v šoli z njimi srečaš in te tudi pozdravijo, ne. To se zdaj dogaja pri 2 frendicah in je dost glupo, pač res, na telefonih so dosegljivi, v real lifeu te pa komi pogledajo. Pa vem, da smo enega prav vprašali, kaj je scena, da tudi pozdravne, pa imajo pol neke bedne izgovore, kao, zakaj ne pozdravimo me prve pa take. Včasih se mi zdi, da se je tako v skupincah mal spodbujal pa bockal, da kdo pristop do kakšne punce, zdaj je pa tega ful manj. Kad da si ne upajo povedati nobenemu frendu, da jim je nekdo všeč, oziroma če že tako povejo, kad da ena pali nanga, njemu je pa vseeno. Mal se tako cool delajo. Tako se mi zdi, da zadnje čase neke odnosi nastajajo znotraj prijateljskih skupinc, ker na ta način ni čudno, da se fant pa punca družta. In zato ni vedno nujno, da je to dejanski relationship, ampak bolj tako situationship. Zdaj pa pazi to. Pa tudi zadnje čase se to zanimanje itak nekako kaže skozi lajkanje nekih storijev, objav in ne toliko skozi neke prakse v živo, kar je ful škoda, ker po mojem sploh ne vejo tipi, da je tisto tako milijavženkrat bolj epsko. In pol se mi zdi, da se tudi ta pričakovanja v odnosih nerealna, ravno zaradi tega, ker na platformah vidijo le eno majhno plat tega človeka in dostikrat v real lifeu pol ni tako. Mic drop, Gaja. Ok, razpisala se. Ej, tako, konkretno. In to v srednji šoli je punca. Ja, ne vem, sem jaz preveč star ali kaj pri 25, ampak meni se zdi, da pri nas je bilo še ful večkrat primer tega, da se je bockalo v skupini in da si bil pol ti prisiljen, tako, ne, moja cimra Irena mi je zanč razlagala, da je enega prijatelja Mihata iz gimnazije, da so jo v bistvu bejbe zbuljale v to, da je ona pač njega vprašala, da je greva plesati na neke plesne vajane. In da je bilo v bistvu, mislim, pri nas v Želimnah je bilo ful tega, kako je bilo prvo v gimnaziji. Pri nas je bilo še vedno to, da so te tako prijatelji, tako kar konkretno, tudi če v bistvu nisi bil toliko zainteresirana oseba, so bili tako, kjera ti je najbolj všeč? Nobena meni, I guess, da mi je Sara še kar okej. In pol sem tako, in je pola, veš. Tako da se mi zdi, da ful, mislim, simpatiziram z Gajo, ampak ne razumem. A pri vas, mislim, kakšna je bila tvoja situacija? Ne, podobno, na srednji mislim, da so fantje še tako pristopili, ampak mogoče, ne vem, si upam trditi, da ni bilo pa tako v 70-ih. Absolutno. Se mi zdi, da mogoče res se tle ta fluidnost, veš, te vloge se menjujejo in mogoče tudi zaradi tega potem fantje zaradi tega ste bolj Ok, mogoče je bilo v 70-ih tudi malo, deva zdaj naredite en scenarij 70-ih. Pa ti nisi zainteresirana, ok. Živijo, ko pa tepi ime? Nina, bi šla ti z mano danes? ne bi, hvala. Nisem te vprašal, če bi šla ti danes z mano. Ti greš z mano danes, ok? Ok, a tako? Ja, se mi zdi, da je pač ful lažje, veš, bilo včasih ne, ker si imel to karto moči. Ja, tega, da nisi rabil spoštovati osnovne človekove pravice, ne? In je bilo ful manj strahu pred potencialno bruko, ker pač si vedel, da če ona reče ne, jo lahko vedno sam zasleduje in toliko cajta, dokler ne bo rekla ja, ne. In takrat to še ni bilo družbeno nesprejemljivo in je bilo ful lažje. Mogoče si ne predstavlja, kako so bili stvari v 70-ih, ampak. Ja, romantiziramo, ne, za nazaj, vedno. Zdaj tudi srednjo romantiziramo, pa ni bilo kako se reče, antagoniziramo. Mislim, vseeno smo se botiljo igrali v srednji in čakali, na koga pade, ne. Ja, absolutno. Ne, veš kaj, mogoče hit stran, mogoče je res tudi to, da se mi zdi, da je vse večji strah, to opažam med mladim folkom, pred brukanjem. Pred tem, da se ti obrukaš. Aha. In rajši ne boš probal česarkoli, kot pa da bi se obrukal. Guilty.
Jaz pa sem toliko vesel, da nimam tega, ker če poslušaš ta podcast 3 leta nazaj, je zelo očitno, da nimam tega, ampak, a veš, štartati rožnato dolino, štartati kokose, narediti prvi move. Vse to so stvari, ki se lahko končajo ful klavrno in v vsakem primeru, ne glede na to, imaš ti ful talenta, te bo na začetku ljudje, pač neki ljudje, ki nimajo boljših stvari za delati, bojo tako, kva pa ta Katja se tle neki bruka s to rožnato, ali pa kva pa ta Boris tle neki z bandom se neki bruka. In pa pač, če si pripravljen požreti to brukanje oziroma da ti to ni ovira, obstaja možnost, da če imaš dejansko talent pa potencial, ti bo ratelj neki ful lepega iz tega narediti. In pol isti modeli bojo 4 leta kasneje tako, Katja, koliko pa dobra prejšnja rožnata. In te iste bejbe so 3 leta nazaj bile tako, ko pa ta Katja tle neki misli, da kar neki ve, pa kar neki nabija. Okay, in tako se mi zdi podobno pri razmerih, veš, ali pa pri pecanju. Jaz sem to pri pecanju in pri razmerih se mi zdi, da ti res sebe mogoče malo daš ven iz svojega obdobja in je potem ta zavrnitev, ta romantična zavrnitev malo bolj zaskeli kot neka, ne vem, nekdo v službi ti ni naklonjen. Štekam, ja. Ne, ja, valjda, ful gre na osebni nivo, ker ti nekdo v bistvu reče, ti si tako prevedeš ponovno v glavi, ne. Ok, jaz nisem dovolj, pa jaz kot oseba, kot moja osebnost ti je preveč bedna, da bi šel z mano na dejt ali pa nekaj, kar je ponovno čisto narobna definicija tega, kar se dejansko zgodi. Ampak ne vem, se mi zdi, da je mogoče pol za take ljudi bi svetoval, ki se bojijo ful zavrnitve, da pač vprašaš ali pa greš v akcijo na tak način, da pač si malo bolj nonšalanten s tem. Vem, da to ne odraža osebnosti od vsakega človeka, ki to posluša ali pa se s tem sooča, ampak da si pač tako, spet primer. Katja, veš kaj, totalno cool, če ne, ampak meni si ti ful simpatična, pa lušna, pa se mi zdi, da se najni osebnosti dobro jamejo. In tako, a bi ti bilo bed, če bi šla midva kdaj na dejt? In pol ti rečeš, I guess da, mislim, tako je se bolj kot prijatelje ne jo predstavljam. Mislim, tako, sploh ni panike, vse good, totalno štekam. Sam rekel sem tako, zanima me, ampak je to pa ful nice. A veš, da si sam... Ker v bistvu ne dajaš toliko teže točno temu, tako. Jaz bi te povabil tam, ti si meni ful všeč. Se pravi, da si ti v bistvu, ti moraš sebe sprejeti, pa se imeti rad, tudi če te tista osebica ne bo, ali kaj? Točno tako. Pa, a veš, še to se mi zdi. In pol, če si dava še drug primer, ne, da sem jaz tako, Katja, sem o tem ful razmišljal, pa tako, če si, malo težko reči, ampak tako res si mi všeč, pa a bi šla na kakšen zmen kdaj, tako, ker si mi res, mislim, tako, se mi zdi, da bi bila ful dobra skupaj. A veš, v kateri situaciji boš ti, bo večji big deal tudi zate in zame, če me ti zavrneš, ne. V drugi ful večji, ne. In se mi sam zdi, da, ampak jaz le nočem, a veš, obsojati ljudi, ker eni smo tako narejeni, da smo lahko ful, pa da smo dejansko tako sproščeni s temi stvarmi ali pa neki, čeprav tudi včasih ne, jaz priznam, da če se zatrapam v nekoga, sem isto totalen šolarček ali pa najstnik, ampak mogoče je v teh situacijah, ne vem, a bi ti rekla, da je zdravo v teh situacijah malo fejkat nonšalantnost, zato da če pride do zavrnitve, da ni tak big deal. Po moje sam meni bi na čelu pisalo. Wow, I just got slapped. No, vse good, ne, se ni panika. Ja. Drugače Meta, nova izpoved. Ok, jaz sem ful zatreskana v enega tipa in vsakega tipa, s katerim se pogovarjam, mi da drugačen nasvet. Eni rečejo, da slučajno ne bi naredila first mova, ker ga bom odgnala, drugi pravijo, ne ga, ker je to turn on hot. Se pravi, baby je všeč fant in po moje, tako v queer svetu je to ful mogoče lažje, se mi zdi, mogoče ful bolj sprejeto, v tem nekem tradicionalnem punca fant, pa to vprašanje se ne moramo delati, da ga ni, tudi če je girl power in to, kar si se prej pogovarjala, imej se rad in bodi nonšalanten, se mi zdi, da je vseeno ta zavora nekako, a ti kot bejba, a ogovoriti fanta ali ne. Sicer tista bejba, ker ga pač tako najjača bejba, tak respekt. Katja, nisem še spoznal tipa,
Priznam, da se tudi nisem pa s svojimi ženskimi prijateljicami toliko o tem pogovarjal, ampak nisem pa še spoznal tipa, ki bi rekel tako, wow, Maruša me je zadnjič vprašala, če bi šla na dejt. What the fuck, stari? Ta situacija se še ni zgodila v mojem življenju niti enkrat in... Sam ti nisi toksik. Ja, ampak mogoče so pa moji prijatelji. Ja, okej. Itak, da niso, ampak hočem reči, v bistvu ja, deva entertainment to idejo, da je ta tip toksik. Pol nočeš biti z njim, ne? V resnici, ne? Valjda hočeš, da tvoj tip je nekdo, ki bi bil okej s tem, da ga ti kot bejba povabiš na prvo dejt. Ali hočeš dejtati seksista? A mi to hočeš povedati? Hočeš toksičnega, bogega, alfa ranjenega moškega, ki pač ne more handlati to, da ga je bejba pač povabila na dejt? Ne, mislim, dejansko imaš prav, ampak razumem pa pač bejbo, da ima nek strah pred neko osramotitvijo ali pa Valjda. pač... Ampak Veš, ful je nekega družbenega pritiska, tako ne, tipi te morajo govoriti, pa pol pridejo še s pritiskom na tipe, pa kaj zdaj, ja ne znaš zmotiti bebe. Ko ful je že tega, čeprav mogoče se ne govori toliko o tem, pač te neke tradicionalne, nepisana pravila so prisotna, definitivno. Ok, to se mi zdi, ne vem, če je to zdrav lifehack, ampak za gimnazijo absoluten lifehack. Tako, aj ta punca, ki ti je pisala, Meta, koliko je stara? Ne vem. No, če si slučajno v gimnaziji ali pa srednji šoli v teh letih, tipi tok, se mi zdi, da povprečen fant je tok, sploh ne znam opisati, ampak tok, kako se reče gullible po slovensko? Kaj je to? Vodljiv, naiven, lahko, pač mnenje... Kot plastelin. Kot plastelinček, totalen plastelinček, da bo povprečen fant, ker lahko ni o tebi nikoli razmišljal na tak način, če mu boš ti rekla, všeč si mi, začel ful razmišljati o tem. In velik šans, da pride do ugotovitve, ona je tudi v bistvu mi ful simpatična. In ne vem, je to zdrav nasvet, ampak tako, vem pa, da tako za moje sošolce v časih najstništva, da je bilo to ful neko tako smešno pravilo, da če si izvedel, da si nekomu všeč, je bilo tako, so se povečale možnosti na trgu za 300%, da se nekaj zgodi. Pa, kaj sem hotela reči? Čakaj, ja, to sem hotela reči, da pač komu pa ni všeč, če mu nekdo pove, da si mu všeč. Točno tako. A veš, bilo kdo tebi rekel, všeč si mi, lepo je to slišati. Točno tako. In pol še, drugo vprašanje. Če ti je ta oseba res všeč, a si ne bi želel, da ta oseba sliši, da si všeč, zato da se bo še bolj počutila oseb, ker ve, da očitno tako, kot živi svoje življenje, je dosti dobro, da je nekomu všeč. Točno to. In če en tip ali pa bejba ali pa oseba ni sposobna v nekem trenutku, ko se mu ti spoveš ali pa ga povabiš nekam ali pa mu poveš, da si všeč, tega spoštljivo speljati, da ti da občutek, da si pač, ne vem, nevredna ljubezni ali pa pač, samo da je nespoštljiva in nesramna, pol te ni vredna. Točno tako. Je pa to tako, da v 90% situacij je to taka situacija, kjer obe osebi ne vesta čist kaj narediti, pa reči, ampak skoraj vedno je točno to, kar si ti rekla. Ja. Ta oseba, ki pač tudi če ni zainteresirana, bo bila tako, ful carsko, jaz sicer ne čutim enako, ampak tako, lepo slišati. Kar je tudi tako, pač nekomu si dal neko ful lepo, neko tak lep kompliment v resnici in ti si bil sicer zavrnjen, ampak zdaj vsaj veš, pri čem si, zelo verjetno ta odnos ne bo zaradi tega pač imel neke čudne, mislim, če normalno skomunicirata, bo čez pač v roku zelo malo časa šla ta awkward situacija stran. Ja. Predvsem pa, kar je najbolj pomembno, to, da ti veš, pri čem si in čim prej greš lahko naprej. Sej to ponavadi, ko govorimo o teh čustvih, preden poznaš zares človeka, so take stvari, da ko enkrat veš, da ne bo moke iz tega kruha, a veš, se lahko premakneš naprej. Poznam ful enih primerov ljudi, ki imajo will they, won't they energijo, ne, iz teh serij, tako po 2-3 leta, pa je sam tako, a se lahko že samo vprašate, če ste si všeč med sabo, ker si tako sam zapravljata svoj romantični potencial, zato ker si tako, ne bom sploh imel oči za druge ljudi, zato ker mi je ta oseba všeč, ampak si ne upam narediti prvega koraka. Naredi si to uslugo, pa naredi in ne glede na to, kako bo boleča zavrnitev,
po mojem ni nič bolj bolečega od tega, da si 4 leta v nekem takem neki čudni coni. A ne? A veš? Ja, moramo se imeti manj resno, ne. Mislim, to je Absolutno. lahko reči težje za Itak. izpeljati, če posebej, če te nekdo všeč, ne. Absolutno, ja. Midva tle pametariva, ampak So pol isto kriva, ja. na kraju Ja, vročina so stvari drugačne. Točno tako, ja. Dobro. Si pripravljen na še en problem Deva. na sceni? Maša je napisala standardi versus nedosegljivi ideali. In sem bila tako, čakaj, kaj? Lahko malo elaboriraš? Razumem. In Maša pravi, mogoče je to samo moj issue, ampak imam neke standarde za odnose, naprimer recipročnost v radovednosti, da je oseba približno emocionalno zrela, odprta za delo na sebi, da razume, zakaj si želi v odnos in da dobro skrbi zase na fizični, čustveni in mentalni ravni in da so pogovori intelektualno stimulativni. Ampak potem prideš do vprašanja, če je takih ljudi po 30. sam zelo malo ali so moji standardi too rough. Jaz bom pa tukaj zdaj tiho. In Ej. Katja, jaz sem ful preveč govoril do zdaj in to vprašanje pa se mi zdi, da če kdo lahko mojstrsko in zelo empatično odgovori, si to ti. Mislim, jaz sem podobne stvari sprašujem, moram reči, ker če se bejba približuje 30, je zelo hiter očitek, da misli, da je kraljica, pa Ja, ta ja. bo na koncu ostala sama, ker preveč zbira, pa tik-tak biološka ura, Ja, pa ta bo absolutno. tetka, čarovnica itd. In je to sam tako res bad vibes. Ful ni prijetno to slišati. In ja, pol se dejansko začneš spraševati, a bi jaz mogel začeti nižati standarde? Ne. Jaz mislim, da ne. Ne. Jaz mislim, da ne, ker to je, mislim, ja. Ne nižati Se strinjam s standardov, tabo. mogoče sprejemati kakšno drugačnost, kakšno razliko, si dovoliti ven iz cone udobja. Ampak itak ti ne bo dogajalo, če bodo nižji standardi. Ker ti pač rasteš, očitno ta Maša, očitno dela na sebi, ve, kaj hoče in Maša, I feel you. Ja, ampak to si ful lepo povedala. Širiti meje, pa iti iz cone udobja, to ja, ne pa nižati standarde. Ampak to sta dve zelo različni stvari, ne. To sta dve zelo različni stvari. To je, ali se zadovoljiš z nekim tipom, ki sicer ima večino teh stvari, ampak je ful koleričen in na vsake toliko cajta se kar malo zdere nate, to je nižanje standardov. Ali pa je to, da je nekdo, ki je, ne vem, ful ustrezal vsem standardom, ampak je, kaj smem, zdaj nekaj banalnega rekel je, recimo si ti ateistka, pa je on kristjan. Pa ima sicer je ful razmišljujoč, pa ful carska oseba, čustveno zrel, ampak tako, na nekih ful vrednotnih stališčih se zaradi razlike v veri ali pa neveri ne strinjata in ti je to sicer totalno izven cone udobja, ampak ni pa to nižanje standarda, to je širjenje mej, ne. Razumeš, kaj mislim? Se mi zdi tle bistvena razlika, no. In jaz bi isto rekel, absolutno ne nižati standardov, baby, ni šans. Jaz tokrat rajši umrem sam, kakor pa da sem z neko slabi osebo. družbi, ne? Ja, točno tako. Kakor pa da sem z neko osebo, ki pač ji bom sam zameril za to, ker, a veš, ker pol pride do tega, če si ti z nekom, ki si znižal standarde za njega, mislim, kaj se zgodi? To, kar se zgodi ful preveč našim, ne vem, starejšim generacijam, da si v nekem razmerju, ker se kar naenkrat začneš malo v izi sovražati, zato ker si zameriš za neke stvari, ki so ti bile zaradi razmerja odvzete iz življenja. In tako, lahko razumem, ne vem, za 50 let nazaj ženske, ki sovražijo svoje može, zato ker pač zaradi patriarhata je bila situacija taka, da si ti bila prisiljena v to, da se poročiš, ampak vedno, ko pa vidim nekega starega fotra, ki hejta svojo ženo, sem pa tako, stari moj, to si totalno sam zakuhal. Ti si imel totalno opcijo biti sam in še vedno jo imaš. Loči se, ne pa mi tle nekih butastih for o tem, kako ta stara je, ja, ta stara spet zažgala kosilo, pa ta stara spet neki. Ja. Pusta staro, loči se, če ti očitno, Ja. ne, nimaš jajc za to, ne, zelo očitno nimaš jajc, ne. Tako da ne nižati standardov, to se mi zdi ful pomembno. Ampak, kaj pa to, da smo postali vseeno zelo, zelo izbirčna generacija?
Ker to pa sem imela v podcastu svojo nono, ki je patriarhat odigral veliko vlogo, ampak ona je bila tako, kaj ti čisto preveč razmišljaš. Mi dva smo se našla na plesu, se videla, 2-krat zavrtela, naslednji dan je bil pri meni doma z vešpo, me odpeljal, smo se poročila in ona dva sta bila do konca skupaj v dobrem in v slabem in nista toliko razmišljala o izbirah, o možnostih, kaj bi, če bi. Mi pa in vse te možnosti nam potem dajo občutek, da ja, to pa ne, to pa ne, to pa ne, to pa ne. Ja. Kje je zdaj tle neka zdrava pamet? To pa imaš prav, ne, sej mogoče, ja, ne, sej absolutno sem ful preveč, se mi zdaj agresivno zagovarjal neko stališče, v katerega sploh ne vem, če, nisem ful razmišljal o njem, ne vem, če verjamem. Moja mami me je okregala ful, recimo, ko sem šel zdaj iz tega 3-letnega razmerja. A res? Ja, je bilo pač tako, Boris, kaj ti ni jasen? Pač, tako, ne, v bistvu tako, če citiram, je bilo bolj na sceno, ti mulo egoističen, kva se to ključno punco, pa da greš ta narazen, da te ni sram. Je tako, pa moja mama je izredno ljubeča oseba, ampak enostavno, ja, totalno ta generacijska razlika ni mogla razumeti, ja, tega, da pač ja, si sam, zakaj razmišljaš o drugih izbirah, sam pač to, kar je, sprejmi in pohendle, kar sicer se mi zdi, da lahko v določenih aspektih življenja ful lepa mentaliteta, namesto da si izbirčen, da si tako, dajmo delati situacijo, ki jo imamo. Ampak, ne vem, no, na kateri strani si ti? Ne vem. Se ti zdi, da si sama preveč izbirčna, recimo? Ali ne? Ja, ne vem, od matke dobim, da je tako. Jaz osebno idealnega ne boš dobila. Ja, no. Ne, je v redu, mama, ne, pač ja. Ampak jaz mislim, da nisi preveč izbirčna, ker pač si oseba, ki terja ful specifičnega partnerja, ampak jaz mislim, da ga absolutno imaš možnost najti. Najslabše zate bi bilo pa, da se zadovoljiš z nečem, kar ni dosti dobro zate. In je tako, ker se mi zdi, da bi preko slej, a veš, projecirala neko zamero na njega, verjetno. Ja, ne, se to pa boljše sam kot v slabi družbi. Po moje. S tem, da sploh nisi zares sam. V romantičnem smislu si sam. Še vedno imaš lahko ful dobre frende. In so najboljši, Točno ste tako. najboljši. Zdaj bi kar zavila na to, veš, ko smo se tudi zadnjič pogovarjali, da v bistvu že točno to, da in družina, in frendi, in neki lastni interesi zapolnijo toliko enih... Enega časa in kapacitet čustvenih in ja, tako. Smisla življenja in vsega. Da potem v bistvu potreba za nekega romantičnega partnerja res bi bila nek situationship. Ja, nek zdrav situationship, ja. No, in zdaj gremo do Lare. Mislim, noro, kakšni ste mi pisali, pač res, I love it. Lara. Kot nekdo, ki pozna ogromno punc, ki smo bile v situationshipih, se mi zdi, da žrtvam situationshipa v fenomenih nista dala justica. Situationshipi so toxic. Še nikoli nisem slišala za situationship, v katerem bi bila neka zdrava komunikacija in da bi dejansko človeka bila na isti valovni. Vedno je to nek odnos izkoriščanja in čustvenega manipuliranja. To je moje mnenje in ful sem si ga želela napisati. Tako da želimo še eno epizodo, possibly z izpovedmi žrtev situationshipov. Madonca, ja. Lara, this one is for you. Respekt, Lara, respekt. In Katja, sem lahko čisto iskren s tabo. To je totalno, ja, vidiš, to je pa ta moja novinarska nekorektnost. Ne. No pa se ne vem, če je to zares res, ampak moja cimla Irena mi je rekla, da je definicija situationshipa, da stvari niso skomunicirane. A ja? Ja, in jaz kakor sem jaz raziskoval in razumel ta izraz, je situationship samo nekaj vmes med one night standom pa med razmerjem, se pravi, kjer je neka mikrodoza razmerja, ampak ne z zavezanostjo, ampak hkrati so čustva prisotna, ne samo telesnost. Ampak Irena je pa rekla, da je del definicije tudi to, da stvar ni skomunicirana dobro. Se pravi, da ti v bistvu, če stvar ni skomunicirana, ne moreš imeti ti zdravega situationshipa. Tle se čist strinjam z Laro. Ja. Ampak Mi dva smo to čist drugače prodala. Mi dva sva v resnici govorila, ampak se niti ni važen, a se temu reče situationship pa ne. Mislim, da sva mi dva vsem zelo jasno povedala, da če ni odkrite in odprte komunikacije, skoraj mogoče še bolj intenzivno odprte kot v dejanskem razmerju, ne more biti to zdrava oblika odnosa, situationship.
Lahko pa je, karkoli se že temu reče, to je bila najna teza, Ja. nepreverjena teza, lahko pa je, če je stvar ful dobro skomunicirana. V bistvu ja, točno to. Pogoj za situationship je to, da tudi ti si sposoben komunicirati z to osebo svoje meje, želje, potrebe. Tako je. In ona s tabo, ker če ne, je pogrom. Ja, in Lara je točno to napisala. Ne? Poznam 100 primerov, kjer ni dobra komunikacija, kjer je izkoriščanje, manipulacija. Ja, tle ni dobre komunikacije, itak da ne, v takih situacijah, kjer je manipulacija, kjer je izkoriščanje. Je pa res, da verjetno, ne, to se lahko priznava, ne, da je to večina situationshipov. Ne. Ja, je. Je glih to, manipulacija, izkoriščanje, slaba Ghostanje. komunikacija, ghostanje. Ja. In to ni dobro, to nikoli. To ni zdravo tudi. Boljše je Ampak biti sam. zakaj jih je toliko? Ker jaz mislim, da zato, ker iščemo Ker smo zbirčni, užitke, smisle in smo tako, kaj je užitek, smisel, kaj je tisto, kar... Jaz iskreno trenutno ne iščem, ne vem, jaz takrat, ko mi gre ful dobro s kokosi, ne rabim intime, imam občutek, ker je takrat mi to daje v smisel na tem svetu. Takrat, ko pa stvari grejo ok, ali pa ne najboljš na svetu, takrat pa mi tako nekaj zmanjka. Vem pa, da je to tudi tako, da sem jaz mal, priložnostno. ja, ne vem. In zakaj imamo težave z commitmentom, torej z neko Ja. zavezo, kako bi se rekli? Navezanostjo. Z navezanostjo. Je glih zato, Katja, ne se to, ne. Nočva žrtvovati pač kariere, pa frendov, pa familije. Pač tudi prijatelji igrajo drugačno vlogo, kot se je včasih, ne. True. To je Totalno. full on point. Pač danes meni iskreno pač so prijatelji bolj pomembni od družine. Ne? Pa imam zelo rad svoje mami, ampak pač, ko se mi bo nekaj tragičnega zgodilo v življenju, ne bom klical mamine, bom pač klical Filipa, pa pol Ireno, pa pol Aljaža, pa bom pa še mami povedal. Ampak hočem reči to, da so mi bili prijatelji vedno več, pač tako, ful pomembna vrednota. Oziroma izredno, izredno pomembni ljudje. In to se mi zdi, da za veliko ljudi drži. A misliš, da je to tako ena od lastnosti Gen Z-ja? Absolutno. Ja, in mislim, da je to ful dobra stvar, da smo v bistvu začeli razbijati to nuklearno celico Ja, mož, žena ali pa partner, točno ena, tako. partner dva, otrok ena, otrok dva itd., ampak da se mi tako širimo Ja. horizontalno. In a veš, recimo mi smo bili na Želimnah, krščanska gimnazija. Jaz sem se 4 leta slabo počutil zato, ker mi družina ni igrala najbolj pomembne vloge na tem svetu, ker je ta konzervativna ideja tega, da mora biti familija na prvem mestu, familija absolutno na prvem mestu, pol na neki točki je partnerski odnos oziroma poroka, ne, pa to je zakonec, familija na drugem mestu in delač noč in pol prijatelji. Tako. In vedno se je toliko glorificiral ta kult te nuklearne družine, kar je logično, krščanstvo, logično, pa ni to nujno slaba stvar. Za ene ljudi je to čudoviten sistem razvrščanja vrednot, ampak za me ni bil in sem se počutil, kot da sem totalen kreten, ker mi moji prijatelji več pomenijo od mojih sester. A ne? In to je absolutno valjda del tega, da če imaš ti od prijateljev dobivaš ti ljubezen, naklonjenost, intimo, nerealno čustvene, pa globoke, pa intimne debate, pranljive imaš lahko s svojimi prijatelji. Logično je pol, da je porast situationshipov, če ti v bistvu imaš zadovoljene čustvene komponente tega, kar naj bi bil romantičen odnos, pa ti sam še telesnost manjka, ne? Shit. Wow. Wow. Ali? Kaj se tebi zdi? Ja. To je kar malo zdaj bilo tako. Pa, a veš, Pregledala. se jaz zato razumem, da ti tudi nimaš, ne vem, pogosto ful trajne partnerske zveze. Ti imaš ful, se mi zdi, da ljubezni daješ v prijateljske odnose, a ne? Ja. In imaš tudi ful prijateljic, ki ti dajo na različne načine, zadovoljujejo različne Tako. dele tvoje duše. Tako, in kako boš potem ti, če imaš različne osebe in bitja okoli tebe, ki na različne tipke tvoje igrajo, mi pa iščemo potem v nekem romantičnem partnerju vse to. Ja, kar ne Ne, mogoče. to je fail. To je fail, ja.
Pa se mi zdi, da na neki točki še vedno je absolutno to zdrava opcija za ene ljudi. Sam glih to hočem reči. Ne smemo se gaslightati v to, da je za vse ljudi na tem svetu najbolj zdrava oblika odnosa partnerski odnos. Ni. Za ene ljudi je veliko bolj zdravo biti sam do konca življenja. Za ene ljudi je veliko bolj zdravo, ne vem, kaj jaz vem, jaz nisem ta človek, ampak jaz si predstavljam, da a ti še, mislim, veliko si o poligamiji recimo govorila. Ja. A si predstavljaš to kot obliko zdravega odnosa za eno, a veš, vedno se pri teh stvareh se tako govori, da pol folk kar pričakuje, da to pomeni, da je za vse. Ne, Če si ti pro poligamija, da si kar tako, se pravi, bi mogli vsi živeti v skupnostih, kjer Seveda nas je ne, 17. Ne vsi. Čar je lih to, da pač ti testiraš, kaj Tako. tebi paše. Ja. Ampak imam pa tako, dosti oseb okoli mene, ki prakticirajo poligamijo in v teoriji meni to res dogaja. Pač neka svoboda, pač vsakim si tako, kot ti paše, na tak način, kot ti paše, ampak ne vem. In tudi veš, ta toksičnost tega ljubosumja, ne? Ta poligamija to ful razbija in tako ful razdela to ljubosumje, pač zakaj tebe trigira, da ne vem, se bo nekdo poljubljal Ja, z nekom drugim, saj ti pač si te osebe ne lastiš. točno tako. Tako da to, To je ful, se mi zdi, da je lahko Ja. to biti, mislim, si predstavljam, da biti v taki skupnosti mora biti eno obdobje zelo velike rasti, ne. ja, in ful je, mislim, Pa ne čekanje govorim svojega iz ega tam. svoje izkušnje, ampak iz opazovanja, Ja. se mi zdi, da je ful liberating. čisto predstavljam. Ja, in res neke okove puščaš in se raziskuješ in se spoznavaš in tudi ful ene ljubezni je. In a veš, jaz ti zdaj priznam, da sem po moje preveč toksičen, da bi lahko živel v poligamni skupnosti, ker vem, da če bi jaz, recimo, ne vem, imel tebe rad, če bi bila sam huda, pa bi bila skupaj v poligamni skupnosti, ok, ni panike. Če bi te imel rad, če bi bil zaljubljen vate in bi videl enega drugega tipa, ki se pač ljubčka s tabo ali pa seksa s tabo, ne, ni šans. Tako, mislim, a veš, to zase vem, ampak hkrati pa, to kot si ti rekla, pa vidim tudi jaz poznam pač primere, ljudi, ki jim pa to ful dobro funkcionira in je to super stari. Hkrati pa jaz zase vem, da če bi se jaz zdajle poročil in imel otroke, bi se fucking fuknil iz nebotičnika, pač, ker je pač sem totalno omejen in pač poznam pa 25-letnike, ki mi to ful odgovarja. In se mi zdi, da moramo sam veliko več bi bilo dobro in produktivno za nas in lepo, da bi si dajali neke opcije eksperimentirati, dokler smo mladi, dokler imamo te šanse, da ne zafrkneš in se daš v neko stvar ali pa situacijo, ki jo družba hoče od tebe in si pol nesrečen celo življenje zaradi tega. Točno to, pa še točno to, ko si, ne vem, da si na primer v zvezi in pol te je strah, ne vem, pač ti ful stvari ne paše in nisi lih najbolj srečna in vidiš, da ti to ne dogaja, ampak točno to, družba to pričakuje od tebe, zdaj si že v teh letih mogoče, ko bo treba počasi to družino začeti formirati in še posebej pa je to, da mogoče si že okoli 30, Bog ne daj čez, ker to je pa horor, in če boš ti to osebo pustil in se odločil, ne vem, a boš ti sam zavedno, kdo bo tebe sploh pogledal, ne, mislim, tega opažam res ful. In Ja, si to je že samo en tak slišala? majhen krog, ampak se zelo hitro lahko zaciklaš. Ja, si že slišala kdaj v živo, ker jaz sem že slišal v živo reči nekoga, ja, saj bi šel na razen stadejo, sam pizda, so že 5 let skupaj, pa kaj pa čem pol? Tako, Ja. stari moj. Pa lih sva Heavy, sled ja. skupaj našla. Ja. In v kontekstu želimo li te krščanskih, ne predpisov, ampak pričakovanj. Poznam pač en primer enega para, kjer sta se modela, valjda, ne, po enem letu poročila, po enem letu dejtanja, kar ni nič, sorry, lej, to pa je mnenje, vem, mogoče je toksično moje mnenje, ne moreš ti eno leto dejtati in se pol poročiti, pa je pač fucking tombola je. Ja, mogoče ti bo ratal, ampak ne moreš ga, mislim, ni tako 80%, je tako 40%. Ja, pa tudi čisto spred poroko. Ja, itak. In kar se včasih zgodi pri teh parih, ko si lahko predstavljaš, je, da je to velik faktor, zakaj bi se želel poročiti, ne? Da imaš dovoljenje od
big guy upstairs za seksanje. Shout out to Jesus Christ. Ja, shout out. In se mi zdi, da ne, pa sej, poznam tudi veliko parov, ki so bili čisti pred poroko in so si to lepo zavestili in je cool. Poznam tudi ene par takih, enkrat sem slišal od ene kolegice, ki je bila čista pred poroko, je rekla, ja, mi da to delava, se ne vem, če za kva, ampak I guess, da zdaj, če so že toliko delač, bo še do poroke zdržala. Tako, ok, you do you, baby. Ja. Ampak, no, ta specifičen primer je pa beba in tip sta 1 leto skupaj, se poročita, beba itak takoj zanosi, ugotovita pa pol leta poroke, potem, ko se poznata 1 leto pa pol v razmerju, da se v bistvu ful ne marata na nek način. Tip kar na šihtu, tako ostane še 3-4 ure po šihtu na delovnem mestu, zato da je čim manj cajta lahko preživi z ženo. Še enkrat zanosta. Aha, ker se je lažje ukvarjati z otrokom kot zvezo. Absolutno. In zdaj sta stara 24, imata 3 otroke in absolutno, če bi še enkrat, po moje, lahko, oba dva, če ima reče zdaj, če prevrtimo čas nazaj, v 2019 bi to naredila, bi takoj z vsemi 4 rekla ja. Ampak ker imata 3 otroke, bajto, zakon in to potencialno stigmo ločitve, ki je v krščanskem svetu pa še toliko večja, je pač, so stakesi toliko gromozansko večji, a veš? Mislim, če je bilo meni zafrknen po 3 letih iti na razen s punco, ko nisva skupaj živela, pa nisem imela nobenih otrok, pa nobene poroke, pa nobenih pričakovanj, pa je bilo pač toliko enih deljenih izkušenj samo med nama, da je bilo to zafrknjena stvar za reči, ful zafrknjena, ne, absolutno neprimerljivo s tem, da si pol leta skupaj. Predstavljaj si ti, Katja, da imaš ti, da si poročena, imaš otroke, 3 otroke, imaš bajto in vsi tvoji prijatelji te bojo absolutno obsojali, če se ločiš. In bojo tako, pa dej no, truditi se moraš, veš, Tako in cool. sprejeti ga moraš tazga kot je, veš. Dej, Ne, no, pa to so je ful lepe vrednote, to lahko, Ja. ampak daj pa tudi ful ne. Zelo odvisno od primera do primera. Ne bi rekel, da je kult. No. Ja, nič ni črno in belo. Nič ni črno in belo. Kdaj tudi so te vrednote ful pomembne in lepe in to, kar sva prej rekla, da smo preveč zberišni in se premalokrat ljubezen je trud, če mene vprašaš. Vse to, ne, mislim, težko nam je prevzeti odgovornost, veš, Ja, mi bi sam tisto, kar tisti trenutek potrebujemo, ja to tudi ni nič. absolutno. Mislim, smo sami krivi, ne, to smo že povedali o fenomenih, pač malo narcisoidni, malo sam sebi všeč, malo bi vse tako zdaj, tako kot mi hočemo in pač z ljudmi se ne moreš lih tako igrati. Ja. No, ampak kaj veš, zdaj se pa spet, če se vrnemo k tistemu vprašanju, a bi bil raj sam. Ok, dajmo zdaj narediti eksperiment. Vsi, ki to poslušate, naredite eksperiment. Tisti, ki se sprašujete, o ne, kaj če bom zavedno sam. Predstavljaj si zdajle, da si poročen s človekom, ki ga aktivno ne maraš in ti gre v bistvu na živce in zametki sovraštva se že začenjajo. Z njim imaš 3 otroke, fucking bajto, celo življenje in vsi tvoji prijatelji te bojo obsojali, če se ločiš. Zgubil boš v bistvu večino svojih prijateljev, če se odločiš za stvar, ki bi bila najbolj zdrava zate. In zdaj se vprašajmo, a je to, a bom jaz sam pri 60-ih še vedno toliko bedna situacija v primerjavi s tem. Jaz se tako včasih tako sebi eksperiment naredim, da mi je ful lažje tako biti tako. Čekaj, na kateri minuti je to, da bom si pač predvajala vsake toliko, ko imela krizo? Okay. Daj, predvajaj si, ja. Jaz pa tudi cep, veš, to govorim tudi cep, absolutno govorim tudi cep. To, kar so prej rekla, da pametujeva, ampak v resnici tudi mi dva malo pol isto, tako, že kaj sem šam. Ja, mislim, ker so tem, ne rabi vas zdaj idealizirati, ne, ampak če se vas že tako iskrena, ja, tudi ko si samski, so momenti, sicer ti lahko ful časa ful dogaja, ampak včasih, ko pride kakšna kriza, si v nekih takih momentih osame in potem se zgrne še kakšna slaba misel in ja, ni enostavno. Pa vidiš Klaro pa Andreja, kako sta full cute skupaj, pa se neki hecata, pa sta luštkena najbolj za popizditi in si tako, jaz bi tudi to mogoče. Ja, mogoče kdaj, ali pa ne vem, šel na kakšen dopust s kom. Ja. Ampak pol spet ne. Točno tako, ja. Ne, veš, you can't always have what you want. Točno tako, Katja. Ne, res je. Ampak si sva lepo povedala, se mi zdi, da pač sam
čim bolj poslušaj sebe, valjda, ne. Tako, in če si osamljen, je tukaj zvedno Tinder. Če si mislil, da sem pozabila, nisem, ne? Nisi, kako bi lahko? Boritko, novo pečeni, vstopil na trg Tindra, jaz že nekaj časa prej. Ja. Dajmo malo, no. Povej mi tvoje izkušnje kot ta prihod, kaj te je pričakalo, kaj si doživel. Katja, to so že obdelala enkrat, ampak ni bolj diskriminirane skupine ljudi v zgodovini človeštva, kakor so na Tinderju modeli pod 1,75 m. In kot član te marginalizirane skupnosti lahko povem, da Tinder ni ful zabavna zadeva, tudi Bumble ne. Si me poslušal in si naredil tudi Bumble? Sem naredil tudi Bumble in se strinjam s tabo. Ok, to je pa zdaj, po mojem, da poslušalci tvoji bojo to ful cenili, ampak jaz sem mislil, da sam Tinder uporablja folk v Sloveniji. Če imate bolj radi bolj alternativne ali pa malo bolj hipsterske ljudi ali pa malo bolj ne toliko fotke iz fitnessa, pa pravna fakulteta ali pa ekonomska fakulteta, pa, ampak bolj mogoče, ne vem, varianta filofaksa. Adventurous life. Ja. Hitchhiking. Točno tako, ja. I'm open for experimenting. Yeah. Zdaj mi pa ti povej, ker jaz pa ne poznam dobro tipovske strani Tinderja. Kaj so tep najbolj... Kaj je moški ekvivalent I like adventures ali pa nek quote iz Officea? Kaj je moški ekvivalent tega, da bejba v svoj bio napiše I like adventures ali pa nek quote iz Officea? Mislim, vsak drugi, tretji tip bo objavil sebe v gorah. V gorah? Ja. A je to ful... To je res slovenska scena. A te to pali? Ko veš, ga v gorah si tako, ok. A je green flag to? Ti je? Ali si tako, whatever? Vse, kar je z naravo, je green flag, bi rekla. Štekam. Ker je, bom rekla, neka fotka z mečko, bo red flag. Če bo dal to na profilko. Razumem. Zame, zdaj, se pravi, delajmo, kar hočemo. Itak, ja. Ne preveč kože, mogoče v... Tako po moje, da je cool, da daš par nasvetov vsem, a veš, fantom, ki se trudijo na Tinderih pa Bumblih. Jaz sem se ga zbrisal, jaz ne morem več tega. A si zbrisal? Ja. No, ker jaz pa drugače, čakaj, sem nekaj da preberem zdaj. Ker prej smo morali se spravili na fante, zdaj pa Tomaš je napisal: veliko žensk na Tinderju samo išče potrditev, da so zaželjene, ne pa dejanskega dejta. Opala! Tomaš, evo, če smo bili prej na strani žensk, smo zdaj na strani Tomaža. Točno tako. Mogoče lahko deluje kot malo moško-toksičen take, ampak ni. In vem iz prakse, da ni, ker sem videl veliko svojih prijateljic, ki točno to delajo na Tinderju. Iščejo to potrditev, te swipe. Je tako, 99 swipeov, hudo. Dej nekaj, res? Dej nekaj, stari. Ampak, dopisovanje je zabavno, ampak a ni tudi... Se tebi da hoditi na dejte s temi bebami? Dal bi se mi, ampak ok, v moji dvotedenski karieri Tinderja zdaj ki sem si ga zbrisal en teden nazaj. Katja, to je bilo res fucking... to je bilo tako, to bo zdaj športna referenca, ampak Cleveland Cavaliers in LeBron James 2017, vem, da ne razumeš te reference verjetno, ampak se pravi 2017 so Cleveland Cavaliers zmagali z full bedno ekipo, vsi so se sam šlepali na LeBrona in LeBron je vse naredil. In tako so zgledali vsi moji pogovori na Tinderju pa na Bumblu. Jaz tako, kaj pa ti? In tako neko full inovativno pa zanimivo vprašanje. Ok, zdaj mogoče se malo hvalim. Ampak in pol nek dvostavčni odgovor na moje vprašanje. Ne dvomimo v tvoje poetične pick-up line. Točno tako, ok, imam poetične pick-up line. In pol dobim dvostavčni odgovor brez vprašanja zame. In sem tako, ok, delamo delamo brez nič, ampak delamo naprej. Lušna si mi, tako da delamo naprej. Ok, še eno ful zanimivo in globoko in inovativno in glih prav humorno vprašanje. In še en dvostavčni odgovor. In je tako, hkrati mi je tako, če ne bi bila zainteresirana, ne bi sploh odgovarjala, ampak če pa si zainteresirana in je to tvoj smisel tega, kaj je dobra komunikacija, pa zabavna komunikacija, pa ne, stari. In tudi zaradi tega sem si kar zbrisal, ker sem tako, veš kaj,
In pol sem se na Instagramu začel z eno punco pogovarjati in je dejansko imela ful lepa odgovore in ful imela domiselne vprašanja postavljeno nazaj in sem sam tako, točno tako, to, kar sem prej rekla. Ne bom nižal svojih standardov pogovora in to, da mi nekdo odgovarja dvostavčno, pa brez da me karkoli vpraša, to nekaj pove o tebi kot osebi, da očitno si egoist ali pa neki. Amen, brother. In ne bomo tega handla. Hallelujah. Prav imaš. Se pravi, potem si zdaj mogoče nekaj obeta. Nekaj slajdalo v DMs. Dej, ne bomo o tem. Dobro. Ne, ampak veš kaj, tudi če se, mislim, ta punca, ki mi je zdaj malo všeč, tudi če se nič ne zgodi iz tega, pa čestni nisem, mi je sam tako, mi je bilo pa ful všeč, da me je spomnila na to, da je tako, totalno se da tudi, jaz sicer sem ful večji fan v živo, ampak totalno se da tudi po Instagramu imeti dobre pogovore in če se pogovarjate zdaj na Tinderju ali pa Bumblu z nekom, kjer ste vi uno levo in desno veslo, ki poganja ta kanu pogovora po brzicah gor, medtem, ker se drug model zvija čik, pač pet ven iz tega pogovora, ker to ti nekaj poje o tej osebi, sorry. Torej, jaz ni vse slabo, no. Ni tak, da ne. Mislim, se strinjam s tabo, da res je dosti pač, ker sem pa prebrala, oziroma ne, pogovarjala sem se s to doktorico Tinder, Šišo, ki bo doktorirala iz dating aplikacij na FDV-ju. Hudo. In mislim, da mi je ona rekla, da v bistvu te aplikacije nočejo, da ti najdeš nekoga, ker boš nehal swipati. Itak, da ne, točno tako, ja. Ja, absolutno, Katja. In to je, ne vem pa, kaj to pomeni v praksi, kako to naredijo, da se to tudi zgodi. A te mogoče tudi ne dajo takih mečev? Mislim, sigurno, ki so začeli že poseljevati s temi 2 evra, 3 evra, 5 evrov, da bo sploh kaj... No, ampak v bistvu je že v kodeks aplikacije to začrtano. Če imaš ti 70 izber na dan, nobena ne bo taka, kjer ne bi en del možganov pomislil, kaj pa če je nekdo še ful bolj hot, ki bi me isto posvajal po desno. Ja, ful je triki. Ne vem. Kaj pa je tvoja izkušnja? Ti se mi zdi, vsem mora vedeti tle postaviti statistiko, 75% uporabnikov Tinderja je moških, 25% žensk. A ja? Ja. 3:1 je. Kar pomeni, da že de facto imate pač bejbe ful več izbere in pač to mogoče, da moramo tipi bolj švicati na teh aplikacijah, če hočemo karkoli iz tega, je pač itak že zapisano v name of the game, ne? Ampak kakšna je tvoja izkušnja, ne? Mogoče bolj z Bumblom, kaj si... Vsako toliko poswipam, pol si zbrišem. Hodiš kaj na dejte? Joj, meni se zdi, da sem malo guilty od tega, kar je Tomaž rekel. Si ta, ne? Ja, se vem. Se sem ti tako malo, nisem ti hotel direktno tega reči, ampak je... Totalno si ta veva, jaz tako. Mislim, ne, ampak... Soš mogo malo bolj potruditi, Cinko, če hočeš od mene malo pozornosti nazaj. V bistvu jaz niti ne dam efforta in pol ga niti oni ne. In ne vem, mislim, veš kaj, jaz ne verjamem v to. Ne verjameš? Jaz ne verjamem v to, ampak včasih dobiš željo, dajmo videti, če kaj dogaja tam. Dajmo videti, če kaj novega. In imela sem, ni bilo vse slabo, pač bila je tako ena dobra izkušnja je bila, no potem ni bila več dobra. Depoj. Ne boš. Lej, ena v redu izkušnja. A uno lahko poješ uno zgodbo, ali to je za izvenetra, uno z, kaj ti je rekel fant, en predlog. Lahko... V vsakem primeru je dobro, če ne odgovoriš, bo ful izpadal, kakor da ima ful dobro interno foro in si lahko... Ne, kaj prepustimo, da mi šli. Lahko prepustiva, da mu šli, kakor si želiš. Ja, ni bilo nič tazga, ampak je bilo zelo cute. Zelo cute. In zelo spontano in je uspelo. In zelo inovativno. Tako da mogoče je to nasvet za ljudi, ki se trudite na teh aplikacijah za zmenkarjenje. Bodite inovativni in drzni. Se pa definitivno, za kom, ko klikneš, se že preko dopisovanja se mi zdi, da se neka energija vseeno pretaka, če je nek klik, če je nek zazazum. Ampak so neka druga pravila igre, ki so meni iskreno zelo tuja. Jaz se imam za dobrega sogovornika in tam pa vedno sem prav tako preoprašujem. A sem prizadet v glavo, ali sem nesposoben v komuniciranju, ali tako ne znam brati signalov, ali kvaj čez fora. Se mi zdi, da niso ista pravila igre, kot recimo na Instagramu. Ja, ker na Instagramu boš verjetno nekoga že vsaj na video spoznal. Ja. Pa malo bolj resno mislil ali nekaj. Ja, verjetno, ja. Mogoče je to, ja. Da je na teh aplikacijah
Imaš za vsakega feeling, a si ti sam nek fuckboy. Ja, ali pa- objekt. Točno to, zato ne funkcionira. Vsaj pri meni ne. Saj pri nekom Ne, takrat se ful strinjam, točno tako je, ti si v bistvu objekt, ja. Ja, In to ni čisto kul. kako da šopingiraš majčke. V bistvu je mogoče podoben simptom družbe kot pornografija, ne. Ja, Nekaj, kar lahko, sicer ti si imela un pogovor z seksologom. seksologom, Timom. s Timom, ki se mi je zdel, da sicer, ne, to sem ti že rekel, da edina stvar, ki me je zmotila v tem pogovoru, je recimo, kako je on bil tako. Je rekel, ja, pornografija je v bistvu čisto kul, samo v vlogi neke sprostitve. Pa sem tako, stari moj, ne, je to ful konzervativno od mene, ampak se mi zdi, da pod črto pornografija je slaba stvar in slab vpliv na družbo. In Zaradi objektifizacije in Itak, da nerealnih ja. pričakovanj. Tako da ja, pa veš, koliko enih, ne vem, situacij se pol zgodi, pa berem to na Redditu, pa poznam tudi kakšne fante, prijatelje ali pa tako, ker pol kar neke stvari pričakuješ v spalnici od te boge bebe, ki misliš pač, da je to nek šov, se mora tam zgoditi. In neke stvari, kot so to telesna nizka samopodoba, ali pa sramežljivost, ali pa anksioznost ob spolnih odnosih, vse to je pol izpade, kakor da bejba ne dosega nekih standardov. Se mi zdi, da je predvsem tako, no, jaz poznam bolj to stran. No. Pa itak neko to butasto idealiziranje oziroma predstavitev nekih nerealnih standardov in telesa in tega, kako se človek ne bi kao obnašal. In, a veš, pol si veliko mladih fantov, to pač vem iz izkušenj, da si to ob porničih nekako vzpostavijo idejo, da je to prikaz dejanskega spolnega odnosa. Stari moj. To je performance, pa niti ne performance, to je nek city teater, vitvalič nastop. Ne, performance je preveč lepa beseda, da bi jo uporabil za to stvar. To je pač grotesk, to je karikatura tega, kar je spolni odnos. In se mi zdi, da so mogoče dating appi absolutno veliko manj težji pinpointava njihova škodljivost kot pri porničih, ampak se mi pa zdi, da je isti odvod. Podoben odvod tega, da smo ratali objekti. Ja, in potem pač postaneš vedno bolj apatičen, se mi zdi. Itak, da ja. Tudi, ko si tam, veš, na Tinderu, samo tako pač, dobesedno nič se ne premakne v tebi, samo swipe. Ja. In vsake tok cajta si tako, hudo je, poswipala smo se. In je tako, pač isto karile gledaš, ne. Na vsake tok cajta en smešen reel, pa si tako, hudo, pa je neka čustna reakcija. Kje pol spoznat? Ja. Pa spet na začetku. Ja, to, kar sem pa rekel že na začetku, tako ko je pač pri tem, da če hočeš six-packe, moraš iti v fitness, pa tako, če se hočeš naučiti pet, moraš pač si vzeti vsak dan pol ure, pa delati pevske vaje, ali pa pet, ali pa iti vocal coachu, tako moraš iti pač na un špil, ker nisi ziher, da bi šel. Ja, moraš iti ven in koga ogovori, če ti je všeč, ne? Moraš, Noben ne bo prijahal. točno tako, moraš reči, Klara, ej, a poznaš kakšnega tipa, ki je car, pa bi me, ne vem, setala up, moraš reči, moraš pač, ne vem, ti organizirati nek dogodek, kjer povabiš ljudi, pa reči, dajte še svoje frende pripeljati. Moraš imeti en, ne vem, organizirati nek hausič, kaj se vem, pol iti na nek hausič, pol, ne vem, če si, ok, to zdaj govorim full. Moraš iti ven iz tone obdobja. Absolutno, to je pa name of the game je pa to. Iti ven iz tone obdobja, ja, bravo. Če si pa ti doma v svoji posli, pa gledaš serije, Pa si govoriš, zakaj me noben noče. Ja, mislim, hočejo te, baby, verjemi, da te hočejo, samo moraš si dati možnost, da prideš do njih. Zdaj za konec, a sva že prišla do zadnjega cikla? Mislim, da sva, ja. Sva, ne? Mislim, da sva. Ker zadnji cikl, Boris, je tvoj expertise. Želim si biti znan potem. Okej, bom rezala. Ne rabiš rezati, ker je to ful dober očitek, ki mi ga je že marsikdo rekel, in tudi sem že slišal očitek, da sem za potrebe glasbene kariere kapitaliziral na čustvih, ki se zgodijo v break-upu. Okay. Kar totalno razumem to interpretacijo. Torej si razumel, na kaj ciljam. Totalno sem razumel, ampak v svoj zagovor rečem samo to v tistem, kar govoriva o specifičnem break-upu, od katerega vsi break-up komadi, ki so moji, so iz takrat, od enega specifičnega break-upa. Takrat sem res sam intuitivno delal tisto, kar se mi je takrat zdelo, ne vem, v skladu s svojimi čustvi. In
ker si toliko overwhelmed, oziroma ker te toliko obsedejo neka čustva in se počutiš toliko, da boš eksplodiral, rabiš nekam dati to. In razumem pa, da je nekdo, da je pač tako, da kdo mogoče tudi vid mislim na te, pa je tako, ok, stari moj. Ti si želiš iti na razen z bebami, zato da lahko pol hite pišeš. Guilty on tape. Guilty on tape. Breakupi, ne, to so hotla reči. O tem so hotla, sorry, jaz sem kar začel. Ne, si prav, da si. Ampak mogoče ena stvar, ki je dejansko še predkorak breakupov, je na nek način ghostanje. Ghostanje. Tega nisva, pa je bilo ful vprašanje na temu ghostanja in mogoče, ne vem, v smislu, da če si dosti krat ghostan, mogoče slideš v nek breakup, če sta sploh v relationshipu, ampak tako, Ruby Ja. je napisala, tip si kaj narediti, ko te nekdo ghosta, kako se soočiti z bolečino. A pisati nekomu večkrat ali zignorirati. Jaz mislim, da ni nič narobe z double tekstanjem, pač preveriš, ampak na neki točki je tako. Moj prijatelj Filip to ful lepo reče. Ti lahko vedno rečeš, sorry, ful sem bil zaseden cel teden, nisem ti mogel odpisati. Če bi, recimo, da si predstavljava, da te, ne vem, da si, moj primer, da sem pač muzičar, če me kliče zdajle, ne vem, kaj sem, Magnifico. A se bom javil zdajle v tem trenutku? Itak, da se bom, zdajle se bom javil. Se pravi, zelo očitno bi se lahko javil ali pa odpisal nazaj, sam pač prioritete so bile take, kot so. In če ti nekdo pač 5 dni ne odpiše, ker si mu, ne vem, ful lepo nekaj odpisal, ja, lahko vedno pa reče, sorry, ful sem bil zaseden, to je totalno razumljivo, če sta to 2 uri, 3 ure, en dan, kaj pa 5 dni, je pa tako, ne, pač na lestvici prioritet mu je naprej, ne vem, šiht, pol so mu frendi, pol mu je to, da ima svoj čas za gledanje reelov pa YouTubea, pol mu je to, da pač, ne vem, gre na basket, pol na 17. mestu je pa to, da te podpiše. Se pravi, to, da te je ghostal, jaz mislim, da skoraj vedno je ghostanje sploh v toliko intenzivnih stvarih, ker so romantični odnosi ali pa potencialnih, je znak, da pač je ta izgovor, pa jaz sem totalno kriv tega, da ne odpisujem, veš. Ampak spet tako, če bi mi ti neki ful napisala na sceno, ne, ka si mi, ne vem, kdaj si mi kaj napisala tako, Boris, neki, pa ti nisem odgovoril 5 dni. Pa ka si mi pa kdaj napisala, fuck, to se je zgodil in je bila neka nujna situacija, sem ti pač takoj odpisal, ne. Res je. In je, a veš, star prioritet. Ker, a je ghostanje toksično ali je kdaj opravičljivo? Ker se mi zdi, da je to že postalo, se mi zdi, da skoraj vsi ghostamo, ali misliš, da preveč generaliziram? Ne, mislim, da je to kar stvar, ja. Je kar postala stvar, ker tako se spopadamo tudi mogoče s to poplavo odnosov in nekih interakcij, tudi na družabnih omrežjih. Ja. Da je pač to tudi nek obrambni sistem, obrambni mehanizem, pač ghostanje. Pač kdaj rata, ne rabimo vedno, a rabimo napisati, vedno izraziti svoje čustva, ali je kdaj dovolj, naprimer, ghostanje, ali dejanja govorijo več kot besede, ne vem, 3-krat ti ne odpišem, pač prosim razumi, ker ne vem, mi je naporno zdaj imeti the talk, mogoče bi sam slidala away. Štekam. A je to... Mogoče sem tudi jaz o napačni stvari govoril. Jaz sem govoril o ghostanju, ki se dogaja v odnosu, kjer je ker ni konc komunikacije, ampak v smislu, da te nekdo ghosta za 5 dni in ti pol odpiše. Tle je problematično. Zdaj, pri tem, da ti pač v bistvu prav končaš na tak način nek pogovor na Tinderju ali pa na Instagramu, se pravi neko začetno pecarjenje s tem, da ghostaš, pa ful nima mnenja, a je to... Se to, ne? Ker jaz vem, da kdaj to delam. Pa absolutno to ljudje delajo meni in nikoli me ni prizadene. Ampak razumem pa tudi, da te lahko. Po mojem je ful odvisno od tega, kako globok je odnos z nekom. Točno tako. Se mi zdi, da ni fair ghostati, če si ti zdaj 2 tedna debatiral. Ja, ne. No chance. Ampak če si pa ti 7 mesečev in pa si pa tako, ja ne, to ni to. Tako, ali pa na Tinderu, ne vem,
2 messagea, pa vidiš, da to ne bo Tako, šlo, pa tako, pol tako. ghostaš, ker pač se sploh ne poznamo. Točno tako, ja. To ni bed, ne. Točno tako. Tudi zaradi tega mogoče mene ghostanje nikoli ni prizadelo drugih ljudi, ker se vedno, ko je bilo po 10 mesečih. Nikoli se mi pa še ni zgodilo to, recimo, da bi se z nekom 2 tedna pogovarjal, pa pol bi me ghostil, recimo. Ker to pa verjamem, da je ful boleče, ja. To pa v bistvu verjamem. Ne, Tako da- saj to, če se začne nekaj razvijati ali pa nekaj Ja. pač čustveno vezati, je prav, da nekomu povemo, no. Ti si pro ghostanje ali anti-ghostanje? Mislim, jaz ghostam. Ja. Ampak je pa eno kretensko ghostanje po moje, Ja? pa sej veš, kdaj si dolžen neko pojasnilo, no. Kdaj pa recimo ti veš, da si dolžna pojasnilo? Naprimer v romantičnih relationshipih. Ja, valjda, ja. Ja, ne vem, ko je že nekaj bilo, Ja? Aha, ko sem se že, ne vem, že ljubčkala. Na primer? Ja. pa mi je pol nekaj drugega zadogajalo, ali pa mi pač v to ni več to, Štekam. pač si dolžen nekaj po moje reči. Ja, tako to absolutno se mi zdi, ja. Pa se mi zdi tudi, da to je bilo kdaj tako razumljeno kot aha, le kako kul, on ali pa ona ghostajo, ne, ali pa so nedostopni in tako. Zdaj pa se mi zdi, da se obračajo karte. Pač tisti, ki izrazi svoje čustva in ki se opraviči in ki pove svoje mnenje in ki pač izrazi to, kar čuti in ne vem, da mu nekaj več pač, da mu je nekaj zdaj preveč overwhelming ali pa da tega odnosa zdaj ne more sfurati, da ta iskrenost v komunikaciji, da to je zdaj tak green flag. Absolutno, Katja. Nič ni bolj kul od človeka, ki lahko glasno in jasno skomunicira svoje čustva v kakršnem koli kontekstu. In tudi to, kar so prej, če se vrneva v vseh primerih, tudi to, kar so prej rekla, ne, ko nekoga vprašaš, če bi šel s tabo na dejt. A veš, ni bolj kul opcija od tega, da je nekdo sam tako ful sproščeno, iskren. Ej, všeč si mi, a bi šla kdaj ven. Ne pa, da je tako neko, mislim, enim ljudem ful sedejo tudi neke igre, ok, ampak zdaj ne bo več o tem, nima veze. Ne. Ampak hočem reči to, pri ghostanju pa pri tem, da znaš ti skomunicirati na tak lep, preprost način, ej, v bistvu mi ta odnos ni nekaj, kar bi naprej peljal, je to totalen green flag, kar si rekla, ja, absolutno. In je zdaj to, da pač ti nekoga tako odrežeš iz življenja, brez da bi mu karkoli skomuniciral, je tako malo kar na hard red flag. Če so stvari dosti resne, spet podarjava. Mislim, da so oba dva že ghostala ljudi, Ja, kadar je bilo pa- čisto na začetku. In to je totalno kul, se mi zdi. Mislim, če bi res mogel z vsakim, ne vem, recimo, ko si na Tinderju, če bi mogel z vsakim, Ne, no. ej, sicer sem te posvajala desno, ampak ko si mi napisal DTF vprašaj, iskreno, če sem iskrena s svojim osebnim mirom in čustvi do tebe, me je malo odvrnil. Upam, da lahko razumeš to. Lep pozdrav, Katja Stojnič. Da imaš to pripravljeno v Ja, novci. ja, Ok, Boris, še nekaj besed, no, da tako lepo pripeljeva domov to zgodbo o breakupu. Zdaj, ena osebica, ne bom izdala identitete, ker mislim, da je zelo pred kratkim doživela breakup, ker je par vprašanj poslala, jo bomo poklicali Pino. Pino, ok. Pino, oseba, je vprašala mnenje o tem getting over someone by getting under someone else. Razumem, ja. Kjer je dobro vprašanje? Veš, da te Ful dobro poslušalke in vprašanje. poslušalci so fucking legende. Ej, Shout out to res everybody. shout out sem, ful dobro vprašanje. Mi da skrat je prav uživalo tle. Res je. Res, pa mogoče še ta disclaimer. Nisva odgovorna za kakršnokoli postopanje, glede na to, kaj sva svetovala ali pa rekla v tej epizodi. Videl sem pač malo jepala. Smo se tudi že nekaj par minut nazaj v bistvu opravičili skozi to, da v bistvu so green flagi govoriti o čustvih. Tako. Sama sebe tle. Joj. Tudi če narobe govoriš o čustvih, le vsaj govorimo o čustvih. Tako je. Ja. Ok, jaz tega še nikoli nisem.
tudi lahko povem, da sem hotel imeti v nekem obdobju one night stand. A boš In povedal? dajmo povedati. Okay. Hodil sem v nekem obdobju, se pravi tisti punci, o kateri mislim nate in vsi te komadi, je bilo točno to. In to je bil edinkrat, kjer sem bil jaz puščen, v bistvu, edinkrat, kjer sem bil jaz puščen in se pravi, sem točno to, ta varianta, totalno obupan, absolutno nisem prišel, oziroma nisem nekako get over her v roku 2 let, če ne, ampak takoj po tem koncu razmerja sem imel totalno ta pomislek, ne, jaz moram zdaj rebound, moram iti pod nekoga, zato da lahko pridem čez njo. In smo bili predskupina enemu drugemu bendu in mi ena bejba napiše v DM-se, ker je pač, ne vem zakaj sploh, kako točno, mi je napisala na sceno, a me spraviš danes noter na gesto, da se malo pač zabavava. In sem bil takrat tako obupan, da sem pač rekel frontmanu tega benda, za katero smo bili predskupina, tako, a mi zrihtaš eno gesto, please, in bi tako, ok, Boris, ti zrihtam gesto, legenda, ampak sem mu videl v očeh, da je tako, ti patetičen model, ampak čisto razumem, jaz bi bil isto tako, car, ne si tega delati. In pač ona pride noter in se začnejo malo lupčkati. Aha, je bila akcija. Je bila akcija, se začnejo lupčkati in jaz sem tako, yes, I'm the man, let's go, ne. In pol je after party po tem koncertu in pridemo mi na ta after party, pač malo plešava, mička se še ljubčkava in pol ona kar naenkrat zgine in jaz tam pač malo ostanem sam na plesišču in me pol ure ne vem, kaj ne delam sam s sabo in po pol ure ona pride nazaj in tako reče, Boris, samo toliko, da veš, jaz danes ne bi šla k tebi domov seksati, zato ker sem glih kar na WC-ju seksala s kitaristom od tega benda, ki ste bili predskupina. Auč. In sem jaz tako, realno sem ponosen na se, ker sem bil takrat tako, totalno vse good, itak mi nisi nič dolžna, whatever, sploh ni panike. Ampak pol za nazaj sem bil sam tako, moj miselni proces tle je bil sam tako, nobeden ti ni nikoli nič dolžen, v smislu spolnih odnosov, ljubčkanja, česarkoli ti ni nič dolžen. Mogoče mičkar nespoštljivo, da ti nekoga spravaš na špil in pol ta oseba seksa z nekom na WC-ju, medtem ko ti čakaš na plesišču, Katja. Mogoče mičkar nespoštljivo, ne? Bizarka. Mičkar bruka, ne? In jaz sem bil takrat pol po tem večeru, takrat v tiste situacije sem bil tako, ne. In pol naslednji dan sem bil tako, že naslednji dan sem imel to čisto trezno samorefleksijo, sem bil tako, Boris, vesolje ti kar pošilja signal, ti nisi pač ta model. Nisi one night stand model. Ti nisi pač one night stand model. Hotel si, probo si biti, kar nekaj si probo mislil pa, da boš. In pač, če pa to ni znak od Boga, ali pa vesolja, ali pa karkoli obstaja, ali pa če nič ne obstaja, če pa to ni znak, da tako, daj prosim, ne si bruk delati, car. Za eno ljudi to je, zate to ni. Pol je bil to ta znak. Torej nisi getting over by getting under someone model. Jaz to nisem. Ful, hvala, da si delil tako intimno in osebno zgodbo. Ja, upam, da me ne bo, da se ne bo prepoznal ta član benda, ali pa da ne posluša tega. Če pa posluša, pa v bistvu hvala tudi tebi. Upam, da sem dost anonimiziral tvoje ime. Hvala tebi, ker si mi v bistvu dal realno neko ful dobro lekcijo v življenju, da pač jaz nisem ta model. In oseba Pino, a bi si lahko sploh želela boljšega odgovora kot ta iskrena zgodbica od Borisa. Mislim, da žebljico na glavico. Ja, pač ne pravim, da je to zlato pravilo za vse, ampak jaz se tako počutim. Cool. Naslednje vprašanje osebe Pino. Kaj te ti še nisi povedala? Aha, ja, kaj? Jaz bi si v bistvu zelo želel še tvoj odgovor. Po mojem to valjda ni zdravo. Ja. Sam ful razumem ta urge, ko te nekdo prizadene, da si tako, baby, gremo ven, gremo te žurat, zdaj bom jaz hot in jaz rabim eyes on me, pač zdaj tako po temu manjku samozavesti, rabim ta hit. In mislim, da je to pač najna girls night ali pa boys night ali pa whatever, mixed night in mogoče je neka taka noč je lahko tudi healing.
Ampak nič kaj globljega od tega. Okay, ampak je lahko healing, te lahko ozdravi ta situacija. Te lahko... Tako, se vsakemu nekaj drugega paše. Po moje, ni nič kaj slabega v tem. Mislim, da je hujše, če greš ti iz enega resnega relationshipa takoj v drugega. Ja. Po moje, tle bolj weird moment. Absolutno. To, da ti skačeš iz razmerja v razmerje, je ponavadi znak, da nisi postavljena oseba in da si kot padajoči stolp iz pise, sam da si dejansko padajoči in se skozi sam dva padajoča stolpa drug na drugega naslonta, zato ker veste, da če bi sama zase stala, bi pač propadla. In to nikoli, stari moj, ti se moraš postaviti, pa biti suverena, samozavestna, emancipirana oseba, preden si lahko v razmerju. Tako da to se ful strinjam. Absolutno podpišem to, da one night standi po koncu razmerja, čeprav jih nisem doživel, so zihar veliko bolj zdravi, kot pa iti direkt v razmerje po že razmerju. Ja, verjetno pa najbolj debata s frendi, ne? Točno tako, to je pa najboljš. Pa pusti si biti sam, legenda moja. To so čustva, ki so ful pomembna. Pa biti sam v tem šitu, pa v tej žalosti. Tako, mariniraj se v žalosti. Jokat. Pisati o tem jokanju. Pa ležati v umazanih rjuhah, ješ krekerje. Tako, naročiti s Halo Katruno na gravžno mesno lazanjo in pol jesti sam v pojesti. Ja. How low can you go? Vse kaj poslušaš na zvočnikih? Mariah Carey, Britney, ne. Kar ti sede. Truly madly deeply do. In pol se vzameš lepo kuli pa papir ali pa kom, kar ti bolj sede in pišeš, kaj čutiš. Ja, Rick Rubin, gremo. Rick Rubin, gremo. Ne, to mora iti ven, to pa res. Ali pišeš čustva, ali rišeš, ali z glino, ali karkoli, ampak da gre kreacija ven, da daš ti te emocije ven. Ja. Ne noter, ven. Ne noter. Lahko kričiš, lahko plešeš. Tako. In veš, kaj se mi zdi, da a si ti to kdaj naredila, da če si z nekom končala, pa ne glede na to, kaj, sam zaradi tega, ker si vedela, da bo Katja iz prihodnosti to pozabila, da si tudi napisala vse misli, zakaj ta oseba nikoli zate. Ja, ali pa napisala tej osebi pismo, ki ga nisem nikoli poslala, ampak tako neko obrazložitev, ampak v bistvu obrazložitev zame. Točno tako, ker a veš, in pa se ti zgodi spet to, ne, ta rožnata očala pri naslednji osebi, če ti imaš zelo dobro zaveščeno, kaj te je zmotilo v prejšnjih razmerjih, lahko ful hitrej rdeče zastaviš. Če pa vedno sam potlačaš vse, potem ko greš na razen z nekom, pa ni čuden, da si že eno leto globoko v razmerju, prej si tako, sej Timotej ima pa isto izpade jeze, kakor jih je imel že Matej prej, pa Simon prej. Mogoče opažam nek vzorec pri tipih, ki si jih izbiram. Ful true. In že ko smo pri bivših, vprašanje za $1 milijon by Pino. Kako izgleda zdravo ohranjanje stikov z bivšo versus totalno ignoriranje? Plus, kaj si predstavljamo kot pristen pomenljiv closure? A se spomniš te debate, ki so imela 2021? Ne. Jaz sem poslušal danes in se mi zdi, da me zanima, če se še vedno ne bova strinjala. Kaj si rekel ti? Jaz sem takrat rekel, ne obstaja zdrava komunikacija z bivšo bejbo, zdrava komunikacija z bivšo bejbo in nič komunikacije. In to mnenje držim še danes. Jaz pa ne, Boris. In že takrat ga nisi, kar je super, evo. Končno se ne strinjava. Jaz imam enega bivšega fanta, ki je krasen človek in ga imam zelo rada. In se vsako toliko dobiva, tudi prišel me podpreti v Cukrarni, ko smo imeli audio festival in me v bistvu nenehno me podpira in z njega in se tako slišiva, sicer ne tako pogosto, ampak z veseljem ga vidim, z veseljem grem na kavo z njim in tako, ko ga objamem ali pa karkoli, se počutim tudi malo kot doma. Res je bil faced fant, no. Ful je bil faca. Razumem. Ok, mogoče tudi jaz imam še premalo izkušenj, ampak do zdaj vsa razmerja, ki so se končala v mojem življenju, so se končala z razlogom. In se mi zdi, da karkoli potem, kakršenkoli stik, ali pa spomin, ali pa ohranjanje stikov, je samo tako, kot da bi, a veš, ko si v podsaharski Afriki, pa si v pragozdu, pa te pičuna kača, kaj že res una, ne pozabil sem ime. Anakonda. Strupena, ne vem, anakonda te mislim, da zaduši. Kobra. Una, ki te pič, možno da kobra, ne vem. Skratka, pač z razlogom, pač ko grejo te ljudje,
Demokratične republike Kongo, ko grejo z belčki v pragost pa in ga razkazujejo, ima vedno ta, eden od teh domačinov ima pač s sabo mačeto. Mačeto ima pa ne zaradi tega, da bi kjer žival ubil, ampak če nekoga pič v roko kača, da se takoj odreže roko. Nema trte mrte, odreže se roko iz prve. In v to filozofijo jaz verjamem tudi v razmerjih, da je tako pač lahko ti rečeš, ne, se v bistvu bi mi sedel malo videti svojo bivšo punco, pa iti na kakšno kavico, pa v bistvu me ful zanima, kaj si ona misle, pa zakaj so šla narazen, pa mogoče obstaja še neko vesolje, kjer bi lahko bila midva skupaj. In to je ekvivalent tega, da te pič kača in ti pustiš roko, zato ker je ideja tega, da odrežeš roko toliko boleča, pustiš, da se ta strup nabira v tvoji roki in kaj se zgodi? Umreš. Kjer si ti, tough guy. Ja, tough guy. I'm seeing the new Boris now. I'm very sorry, ampak moja filozofija je pač ne, ko te piči kača, ko se ti zgodi ta traumatična izkušnja ali pa ti pičiš nekoga drugega, je najbolj zdravo za njega in za tebe, odvisno od tega, kdo je bil pičen, da se tista roka pač odreže. In tudi v razmerih, kjer sem bil jaz tisti, ker sem pač pustil človeka, kjer bi mi bilo veliko lažje videti to osebo po koncu razmerja, se mi je zdelo z moje strani daleč najbolj fair, da če ta oseba proba inicirati neki še, da pač si tako ne. In je tako, to pač, meni bi bilo to pač whatever, mislim, ne whatever, ampak bi bil s tem ok. Ampak vem, ker sem bil v tvoji poziciji, da je to toksično, da ni dobro zate. Mislim, tako se jaz počutim. Ampak niti po letih misliš, da ti imaš drugačno situacijo. Ti imaš, če praviš, da imaš tak odnos, se mi zdi to super. Jaz do zdaj... Ne vem pa, če sem iskrena, ne vem, če bi to funkcioniralo, da ga vidim, ne vem, večkrat na teden, ne? Razumem, ja. Verjetno bi kaj privrelo gor. Ja, se to ne. Tako na distanci mogoče. Pa a veš, glih to, če praviš, da imata toliko lep odnos, pa da se toliko podpirata, je meni glih to, ne, to ti lahko ful hitrejš da neko to idejo v glavo, tako vse mogoče bi pa zdaj, če bi drugič probala, bi bilo pa kul, ne. To je nevarno razmišljanje. In jaz, 21 Boris je rekel tako, ne, se mogoče lahko greš nazaj svojo bivšo bejbo, pa je kul. Ni kul 22 Boris, pa ne, da sem to naredil, ampak sem videl pri kakšnih drugih ljudeh in tudi tisto je bila pač, tisto je totalna, patetično pogrešanje iz mene takrat govorilo, ne. Če greste tisto za nazaj poslušati, je tudi res zlomljena, patetična oseba, tako, jaz sem cringeal, ko sem to poslušal, hkrati sem ful vesel, da sem to takrat se pogovarjal s tabo, ker je neka čustvena časovna kapsula nekega trenutka, ko si patetičen, zlomljen, samo pomilovanje in, a veš, takrat rabaš okoli sebe ljudi, ki ti rečejo, ne, nobenega kontakta. Kaj si rekel, da hočeš iti na kavo z njo, zato da jo vprašaš, zakaj ti je pustila? Kaj pa misliš, da boš slišal tam? Ne greš na kavo z njo, sorry, model moj. A si jo hotel glikar poklicati? Ok, telefon, takoj telefon semle, nimaš telefon privilegijev zdaj en teden. Tough love, v teh situacijah, jaz mislim. Čakaj, ker jaz sem zdaj govorila o enem bivšem, ne pa o drugem. No, ja, da spregovorimo o drugem, dajmo spregovoriti o drugem, Katja. Zdaj, ko sem te poslušala, ja, Boris, ja. Priznavam možnost izjem, ker zelo očitno jo ti imaš. Ja, so izjeme, ki potrjujejo pravila, absolutno. Bo klišejska fraza, ampak drži. Ampak sicer pa ja. Ampak se mi zdi, da je večji procent odnosov, kjer je bolj zdrava opcija odrezati to roko. Ja, je. Ker če ne, to je pač, ne vem, kje sem čula to, da life ti bo vedno dajal ene in iste situacije. Ene in iste situacije, dokler jih ne boš drugače sfural. Točno tako. Si se nekaj naučil. Ja. In jaz sem pri nekaterih stvareh še vedno v enih istih situacijah. Ja. To smo vsi. In jaz se vedno vprašam, zakaj mi življenje meče full cute 1,55 m bebe z rjavimi lasmi pa globoko osebnostjo in tako. Ja, zato, ker pač je to očitno moj tip, ne. Pa to... Prej si rekel, da ste marginalizirana grupa, pa niste. Niste. Ja, vaš prav. Je materijal. Si 1,73 m, moraš pač sam, ja, moraš gledati, ja, obstajajo ljudje. Obstajajo ljudje še nižji od 1,73 m in to mi daje upanje v mojo romantično prihodnost. Urca in pol, veš? Madonna. Ja. Pa mi da bi bilo še 2 ure, po moje. Lahko če bi hotela bi lahko. Ampak a naredimo uslugo tem, ki poslušajo. Dajva narediti uslugo. Tem, ki so prišli do te točke, ful, hvala, ne vemo zakaj, ampak...
Ja, res še enkrat opravičujemo se za vsa mnenja, kjer ste si grem stav, da je bilo vmestko, da je nekdo poslušal, je bila neka beba je poslušala in je bilo tako. In sem jaz povedal nekaj, kar je bilo tako, ne, kva ti ni jasen. In pa si ti povedal nekaj tako, ne, kva ti ni. A ne bo noben rekel te ful očitne stvari tukaj in se opravičujemo za vse ful očitne stvari, ki jih nisva rekla. Tako je. Zato, ker pač nisva pomislila. Pa ful sva bila, kako se reče... Intuitivca. Intuitivca totalna, ja, pa... kako se reče, no? Ne queer. A ja, heteronormativna. Heteronormativna sva bila, totalno. To sem že prej hotela reči. Ja, ampak a veš, se mi pa zdi tudi ful... Ne morem, ja. Ful bi se mi zdel prisiljeno, da bi midva probala govoriti za neke izkušnje, ki jih ne poznava. Veliko rajš sem dobil naslednjič še z dvema osebama iz te skupnosti, recimo, pa imamo skupaj en jeb fest o tem, kako se naša pravila igre razlikujejo, pa to. Ja. Ampak mi da se pač govorila o tem, kar veva, svoja čustva, nisva ful pametna, nisva ful inteligentna, nisva ful razgledana, ampak sva po stiku s svojimi čustvi vsaj približno. Ko bova cringeala čez 2 leti, ko bova to poslušala. Na hard, Katja, na hard. Čez 3 leta bo tako, 2025, Katja, Boris, nima to pojma, stari. Ja. Ampak za vse tiste momente, ko je Boris prej govoril, da bi vi hoteli nekaj pripomniti ali pa dodati, slajdajte v najine DM-se in nam napišite, kaj sva... Kaj sva zafrkenila? Tako. Ker sva zih ful. Koris Bokalj. In pa Katja GS. Tako. Kaj bova za konec povedala? Si sva toliko že. Ja, nič, da se vidi 2028 v eni refleksiji, v rožnati refleksiji tega, kar so zdaj povedala. Ne vem, a bi ti še, daj ti povej, ti zihar lahko kakšno lepo zaključno misel poveš. Res hvala, da si prišla, si tako iskren, super se počutim vedno s tabo pogovarjati in upam, da sva res odprla par skrinjic, komu, ne vem, ali polepšala dan, ali ga razpizdila, ali karkoli, no. Točno tako. Hvala te ful za povabilo, Katja. Meni se je vedno v največje veselje na mikrofonu in izven njega pogovarjati s tabo. Hvala lepa. To je to. The best. To je to. Čau. Čau. Make love.